Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, izredni profesor dr. Miroslav Petrovec, član svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo in vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij, ekipa UKOM-a, gospe tolmački za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o izzivih COVID-19 in opravičilo za tehnične težave na samem začetku. Nismo vedeli, a očitno COVID lahko napade tudi opremo Urada za komuniciranje Vlade Republike Slovenije, zato še enkrat od začetka. Torej, novinarsko konferenco začenjamo s pregledom epidemiološke slike na včerajšnji dan. Opravljenih je bilo 5512 PCR testov in potrjenih 1387 novih okužb, kar pomeni, da je delež pozitivnih testov znesel 25,2%. Opravljenih je bilo tudi 8455 hitrih antigenskih testov. Z njimi so potrdili še 473 okužb. Delež pozitivnih hitrih testov je znašal 5,6%. Poglejmo še grafično predstavitev. Torej, še enkrat te številke za tiste, ki želite to tudi videti. Torej, v prvih treh kolonah podatki o včerajšnjih PCR testih, 5512 odvzemov, od tega 1387 pozitivnih, 25,2% pozitivnih. Če pogledamo dan prej, je bil delež 21,4%, še dan prej 25%. Če pa pogledamo te hitre antigenske teste, je bilo včeraj zelo veliko število testiranj, 8455 in od tega 473 pozitivnih, kar je 5%. Če še tukaj pogledamo dan prej, je bilo pozitivnih dvakrat več, 12,1%, ampak kot se vidi na tem grafu, je bilo odvzemov v nedeljo bistveno manj, samo 480. In še skupno število testiranj, obeh, se pravi hitrih in PCR, včeraj skoraj 14 000, v nedeljo 2200, v soboto 5100 in v petek 13 000, dan predtem 14 700, torej veliko testiramo, veliko več kot naši sosedje. Glede na število okužb po občinah, na včerajšnji dan izstopajo naslednje občine. Na Goriškem Ajdovščina s 14, Nova Gorica z 19 in zlasti Tolmin z kar 47 okužbami. V primeru Tolmina gre za izbruh v domu starejših občanov, kar 34 novih okužb je bilo prav tam. V Kopru so našteli 44 okužb, v Cerknici jih imajo 20, pri tem pa gre spet za izbruh v domu starejših občanov, kjer so ugotovili 16 novih okužb. Na jugovzhodu Slovenije, v Novem mestu, včeraj le 34 okužb, zato pa v Brežicah kar 52. Brežice vsak dan znova presenečajo z velikimi številkami. Ivančna Gorica jih je imela 19, Grosuplje 16, Domžale 28, Litija 27, Trbovlje pa 18. V Celju je bilo včeraj 68 novih okužb, v Šentjurju pri Celju 24, v Vojniku pri Celju 21, Slovenski Bistrici 21, Velenju 29. Murska Sobota je imela 23 okužb, Kranj 53, Cerklje na Gorenjskem pa 19, Šenčur 12, Škofja Loka 17 in tudi Tržič 17. V Ljubljani je bilo včeraj potrjenih 135 novih okužb, v Mariboru pa le 20 manj, se pravi 115, in na Ptuju še 22. Danes je opazno tudi precejšnje število okužb neznanega izvora, kar ni najbolj optimističen podatek. Takšnih okužb je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje včeraj 39. Iz povedanega izhaja, da pogojev za sproščanje, kot so določeni z načrtom sproščanja ukrepov, ni. Ti pogoji še niso izpolnjeni. Poglejmo si načrt sproščanja, samo da se spomnimo. Graf. Torej, imamo ta semafor, kot vidite iz črne, pridemo v rdeče območje.
ko imamo število okužb na tedenski ravni manj kot 1350 in manj kot 1200 zasedenih bolniških postelj. V tem trenutku smo žal stran od tega. Torej, 7-dnevno povprečje števila okuženih na ravni države trenutno znaša 1848 okuženih, kar je sicer dobrih 80 okužb manj, kot smo jih imeli dan prej, a še vedno daleč od mejnika 1350 okuženih, kar bi omogočilo prehod v rdeče območje in sproščanje. Čeprav nam reprodukcijsko število pada in je sedaj že pod 1,1, kar pomeni, da en novo okuženih še naprej kuži 1,1, pa nam posledično število okužb še kar raste. V bolnišnicah sta se včeraj zdravili 1202 osebi, 1202 pacienta. Včeraj je bilo iz bolnišnic skupaj odpuščenih 110 pacientov, kar je v skladu s pričakovanji. Ob ponedeljkih namreč v bolnišnicah vedno odpuščajo. Na novo jih je bilo sprejetih 131 ljudi, skupaj sta bolnišnično oskrbo včeraj potrebovala še enkrat 1202 pacienta, kar je 4 manj kot v nedeljo. Na intenzivni terapiji se je zdravilo 192 COVID pacientov oziroma 4 manj kot v nedeljo. V ljubljanskem UKC-ju so imeli danes zjutraj, vsako jutro preverimo še stanje tukaj v Ljubljani, 315 hospitaliziranih COVID pacientov, to je 4 manj kot dan prej, od tega 51 na intenzivni terapiji. Tudi včeraj smo žal imeli smrti, včeraj je v bolnišnicah umrlo 25 oseb, v domovih starejših občanov še 6, skupaj torej 31 smrti. Svojcem in bližnjim vseh umrlih na tem mestu izrekam iskreno sožalje. Poglejmo si stanje v bolnišnicah še v grafični podobi. Torej, skrajno desno vidimo, da je bilo včeraj več sprejemov, da je bilo zelo veliko odpustov, ta rdeče-oranžen stolp je zelo visok in bilo je tudi nekaj več smrti kot dan pred tem. Še primerjava zasedenosti bolniških oddelkov. Včeraj ena postelja več zasedena kot pa dan pred tem, na intenzivni 4 manj kot dan pred tem, 192 in skupaj zasedenih 1202 bolniški postelji, kar je sicer 3 manj kot dan pred tem, ampak tam nekje smo na mejnem številu 1200.